dviguje v Dobrovskem Sedoli devici rajski hram na čast. Stoji mu kriči na okoli iz temnih šum zelena rast. Premnogi romar sem prihaja, tolažbe Božje si iščoč, in slednji gre iz tega kraja pomirjen, potolažen proč. Spoštovani gospod župnik in bratje duhovniki, spoštovani diakon, dragi sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Tako peva stara pesem Božjo pot na Dobrovi, imenovana Marija v Leščini, kamor so v prejšnjih stoletjih romale množice iz Ljubljane in okoliških krajev. Največ vernikov se je zbralo ob Marijini cerkvi za veliki šmaren 15. avgusta, praznovanje pa je trajalo 3 tedne do 8. septembra, praznik Marijinega rojstva. Letošnje praznovanje je posebno slovesno, minilo je namreč 300 let, odkar so vaši predniki zgradili to čudovito cerkev na čast Marijine v nebovzetju. Legenda pripoveduje, kako je nastala Božja pot na Dobrovi. Vendar ta legenda je mnogo starejša in sega tja v 10. stoletje, čeprav je zapis nekoliko kasnejši. Za 300-letnico vaše znamenite cerkve, eno najlepših v Sloveniji, ste se posebno skrbno pripravili pod vodstvom vašega gospoda župnika Lojzeta Goloba. Od leta 2000, ko je z konca prišel na Dobrovo, neutrudno dela za vašo duhovno rast ter za materialno obnovo župnije. Kaj vse je bilo storjeno v teh letih? Poleg dela na duhovnem področju, ki je po večini skrito in ga vidi le nebeški oče, je zgradil lep in uporaben župnijski dom, obnovil župnijsko cerkev in ji vrnil prvotni sijaj. V zadnjih letih pa je uspešno zaključil obnovitvena dela na vseh 4 podružnicah. Kako mu danes ne bi izrazili vso hvaležnost, ki jo zasluži njemu in njegovim sodelavcem in širše vsej vaši hvali. Dragi Lojze, skupaj s sodelavci si opravil ogromno delo, Bogu prijetno, cerkvi v čast in narodu v veselje. Po vsem tem informira monografija, ki je išla pred kratkim in izčrpno prikazuje ta kraj, te prebivalce, zgodovino tega kraja in te župnije danes in v preteklosti. Kot rečeno, so praznovanja Marijina čast tukaj trajala od Velikega Šmarna do Malega Šmarna, do Marijinega rojstva, ki ga letos obhajamo na nedeljo. Današnji dan, posebno letos, ob 300-letnici te cerkve, je dan veselja, kajti Marijino rojstvo naznanja prihod odrešenika. Bog je skozi stoletja pripravljal človeštvo na prihod svojega sina med nas. Po padcu prvega človeka v raju, Bog ni prelomil s človeštvom, ampak ga tudi ni prepustil v njegovi žalostni usodi. Obljubil mu je odrešenika in pripravljal ljudi, da ga sprejmejo. Po vesolnem potopu je sklenil zavezo z Noetom, kasneje je poklical Abrahama in mu obljubil, da bo iz njega izšel velik narod. Po Mojzesu ga je izpeljal iz egiptovske sučnosti in ga popeljal v obljubljeno deželo. Po prerokih ga je vzgajal k zvestobi Bogu. Zadnji od prerokov, Janez Krstnik, ga je predstavil ljudstvu kot jagnje Božje
ki je vzelo nase grehe sveta. Med vsemi pa ima posebno mesto Mati Marija. Bog jo je izbral za mater svojega sina. Da bi bila primerna za to vzvišeno poslanstvo, jo je obvaroval madeža izvirnega greha. Tako od vsega začetka pripada Kristusu in je deležna njegove milosti. V Marijinem rojstvu se že naznanja odrešenikov prihod v človečene besede. S tem se začne prerojenje človeške narave, kot pravi škof sveti Andrej iz Kreke. Danes se v žlahtnem sijaju človeštvo vrača v svoje prvotno stanje in v svojo davno lepoto. Sramota greha je zatajnila svit in čar človeške narave, tudi ko se rodi mati njega, ki je lepota sama, se tej naravi vrne njeno staro odličje. Danes se začenja prenova naše narave in zaradi Božjega posega ostareli svet že dobiva prvenec novega stvarstva. Škof in kardinal, sveti Peter Damjani pa pravi, rojstvo device je začetek odrešenja, izvir vsakega veselja. Glejte, rodila se je Božja mati. V pravici je vesolje zadrhtelo od veselja in cerkev polna radosti prepeva praznične spetje. Kako je Marija stopila v zgodovino odrešenja? To nam pove današnji evangelij, ki smo ga pravkar slišali. Marija je živela v zelo skromnih razmerah, v majhnem mestu na severu Palestine imenovanem Nazaret. Zaročila se je s preprostim tesarjem Jožefom, daljnim potomcem kralja Davida. Še preden sta prišla skupaj, ne da bi Jožef za to vedel, jo je obiskal angel Gabriel in je naznanil, da bo rodila Mesija, ki ga ljudstvo pričakuje. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daje ime Jezus. Marija vpraša angela, kako se bo to zgodilo, ko ne spozna moža? In angel ji odgovori, sveti bo prišel nate in moč Najvišjega te bo obsečil. Marija spozna, da je tukaj Bog na delu in da je to Božja volja in ona jo sprejme. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Od tega trenutka se Marijino življenje spremeni. Jožef opazi to spremembo. Ne dvomi o njeni nedolžnosti, a si ne zna razložiti, kaj se je zgodilo. Zato sklene, da jo bo skrivaj poslal na njen dom. Tu se lahko vprašam, zakaj Marija ni spregovorila. V nekaj besedah bi lahko povedala, kaj je oznanil angel in razkrila skrivnost svojega materinstva. Vendar tega ne stori. Zakaj? Zato, ker je to skrivnost med njo in med Bogom. Bog naj spregovori. On edin ima pravico razodeti izvor otroka, ki ga pričakuje. In glej, v tistem trenutku Bog poseže vmes. Ko je Jožef tako premišljeval pravi evangelij, se mu je prikazal Gospodov angel v sanjah in mu rekel, Jožef, sin Davidov, ne boj se vzeti k sebi Marije, kar je spočela in namreč od Svetega Duha. Sedaj je stvar jasna. Otrok je od Svetega Duha. Jožef je pomirjen. Mariji lahko zaupa. Njuna ljubezen, ki je bila na preizkušnji, je zopet trdna, a spremenjena. Odslej je to deviška ljubezen. Jožef ostane ob Mariji kot Jezusov odločni oče in skupaj z Marijo je vsem zgled vere in zvestobe Bogu.